ljubljene moje. Upam, da se imate lepo, čeprav je tako malo oblačno vreme, ampak nič zato, mi imamo sonce. Sonce tukaj, ki je ljubezen do sebe, vsakogar in vsega. Dobro, danes nadaljujem s snemanjem video zapisov glede manifestiranja. V bistvu bi ta video moral biti na prvem mestu kot prvi del tega sklopa in zato se vam v bistvu opravičujem, ker je na tretjem mestu kot tretji del. Zakaj? Kot prvi del bi se mogel prikazati v bistvu, ker je najpomembnejša informacija, ki vam jo bom sedaj dala glede manifestiranja. Ta informacija je, kaj je tisto stanje, manifestacijsko stanje zavesti, v katerem mora manifestator biti, če želi uspešno manifestirati željeno stvar. Eni bojo rekli, ja, malo meditacije, malo dihanja, samo da si sproščen in to je to. Ne, ljubljeni moji, to ni zadosti, vsekakor pomaga. Ni pa tisto zadosti. Sprostilne tehnike, kot so dihanje, joga, karkoli podobnega, v bistvu je nekako predpogoj, da bi se doseglo stanje, o katerem vam želim sedaj govoriti. To stanje je Nešvil poimenoval v bistvu stanje dremeža. Torej, to je tisto famozno stanje, preden mi gremo spati. Ko mi začutimo, da smo nekje vmes, nismo niti zaspali, niti nismo popolnoma budni, ampak čutimo neko vmesno stanje. In to stanje v bistvu je stanje globlje sproščenosti, ko v bistvu se mi na nek način še vedno zavedamo svoje okolice. Torej, vseh zvokov, ki pridejo iz okolice, se zavedamo. Tudi čutimo še vedno in slišimo svoje lastno dihanje, vendar je koncentracija še tisto delujočega uma nekje drugje. Torej, v tem primeru želi zaspati oziroma iti v stanje globlje sproščenosti. Pri manifestiranju pa mi ne želimo zaspati, mi želimo ostati budni, mi hočemo biti zavestni, ker iz tega stanja imamo mi polno moč zavedanja, polno moč čutenja, naše tretje oko v tem stanju je bolj odprto, bolj jasno in lažje je vizualizirati. V bistvu mi tam, v tistem stanju ne vizualiziramo. Mi v tem stanju vidimo z notranjim očesom željeno stvar. 2-3 dni ali kakorkoli kdo rabi. Recimo pa smo pred tem vizualizirali željeno stvar. Torej smo si natančno predstavljali, kako ta stvar izgleda. Najbolje je, torej da ponovim se iz prejšnjega videa, da je čim manj podrobnosti, da če je 500 tak, je 500 tak, takšen kakršen zgleda. Brez tistega, vsega ostalega. Kako ste do njega prišli, kam ga boste dali. Torej, važna je barva, važna je tista številka, ki jo vidite gor in mogoče še kakšen detalj. Mogoče še kakšen detalj. Najpomembneje pa potem sledi, torej vi vidite ta 500 tak, vi ga vonjate, vi ga morate v živo v umu občutiti s tipom, kot da bi ga doživeli s fizičnimi rokami. Torej, to smo vadili par dni, potem smo pa prešli v stanje dremeža. Torej, ko smo se odločili, da začnemo res manifestirati. To stanje sem jaz tudi dostikrat dosegla v bistvu čisto spontano. Recimo, če
sem imela nek obilni obrok, recimo popoldansko kosilo. In bi me prijela neka določena utrujenost in bi rekla, nič, gre malo se uleč, 10-15 minut. In dejansko ne bi spala, ne bi bila pa čisto budna. Torej, telo je bilo nekako v stanju, ko si nisem želela niti premakniti. Samo sem počivala, globoko počivala. To je zelo blizu stanja dremeža. Pomembno je, da mi ne preidemo v spanje. Pomembno je, da mi ohranimo fokus svoje mentalne in občutkovne koncentracije v tem dremežu. Torej, ne dovolimo umu, da preide v globoko spanje. Zakaj? Ker mi moramo v tem stanju, ki lahko traja kakor pri komu, 5 minut, 10, 20, eni lahko celo vlečejo do ure in ure to stanje. Ampak pri manifestaciji je pomembno vsaj tistih 5-10 minut biti v tem stanju. Torej, takoj, ko smo mi v tem stanju, mi postavljamo svojo vizijo. Tisto, kar smo predhodno vizualizirali, sedaj smo postavili vizijo, trdno učvrščeno v umu. Potem začnemo s čutili. Torej vonjamo, okušamo, tipamo, vidimo, slišimo vse, kar lahko v zvezi z željeno manifestacijo čutimo. Ko to smo storili, ko smo dovolj močno to začutili, v tistem stanju je to zelo lahko. Avtomatsko to pride, ne skrbite, to avtomatsko pride. Če smo pa v budni zavesti, se moramo pa siliti in truditi. V tem stanju pa je potrebno biti brez napora v vsem, kar mislite in čutite. To je tisto, kar je alfa omega pravilo. Nenehno, brez napora. Torej, ko smo uporabili čutila v tej notranji viziji, napolnimo to z našo strastjo. Tu lahko uporabimo vso svojo energijo druge čakre, torej spolno energijo, potem čustveno energijo iz solarnega pleksusa. Tu lahko uporabimo vso energijo in jo v bistvu moramo skoncentrirati in napolniti to vizijo, to željeno stvar. Ko občutimo vse to, potem gremo s čutenjem, da to imamo. Torej, z vsem svojim bitjem občutimo, da se je ta stvar fizično zmanifestirala, da jo posedujemo, da jo imamo, če je to stvar. Če je to nek dogodek, vidimo, da je ta dogodek se v resnici že zgodil. In ko smo v močnem čutenju, da je željena stvar zmanifestirana tu in sedaj, torej imamo v roki ta denar ali to stvar, potem preidemo v globoko hvaležnost. V globoko hvaležnost, hvala ti mogočni Bog, kozmos, stvaritev, karkoli, angeli, nadangeli, karkoli se odločite. Hvala za to, kar sem prejela. Hvala za to, da se je zgodilo. Hvala ti, ker je to uresničeno, udejanjeno in grete v to globoko hvaležnost. In ravno s to globoko hvaležnostjo in zahvaljevanjem vi v bistvu manifestacijo, oziroma to vizijo izpolnite z magnetizmom oziroma s privlačno energijo. Ko se to zgodi, vi enostavno pustite, da to gre. Takrat predajate vizijo kot živo stvar v roke Bogu, da on določi čas in prostor ter način, kako se bo to zgodilo. Torej, potem je samo še tista zadnja faza, ki je v bistvu vera in zaupanje, da se je že zgodilo in da vi ne veste točno, kdaj se bo to odvilo na fizični ravni. To je v modrosti in previdnosti.